Lokalni umetnik Arpad Šalamon ima v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto v zbirki Moderni grafični exlibrisi 22 razstavljenih izdelkov, med njimi sta tudi dva, ki se nanašata na domače okolje in na osebno področje z imenoma Exlibris Zidenšek in Exlibris Heda. V digitalni zbirki ga opisujejo kot likovnega pedagoga, slikarja in grafika. V preteklem obdobju je dozorel v enega najvidnejših slovenskih ekslibristov, ki razstavlja tudi širom po svetu. Skupaj z ženo Hedo Vidmar Šalamon sta 13. februarja 2013 v poznih popoldanskih urah v avli Doma kulture Slovenske Konjice predstavila Exlibris, njegovo zgodovino, nastanek in značilne lastnosti. Exlibris je lastniški znak v knjigi, navadno izdelan v grafični tehniki z napisom Exlibris, kar pomeni iz knjig, iz moje knjižnice, s lastnikovim imenom in pogosto umetniškim motivom. Lahko je tudi navaden pečat z lastnikovim imenom ali podpis v knjigi. Navadno je kot samostojen listič nalepljen na notranjo stran sprednjih knjižnih platnic. V funkciji lastniškega znaka knjig v knjižnicah ga danes zamenjuje žig. Exlibrisi poleg lastništva sporočajo življenjsko vodilo lastnika knjige, njegovo filozofsko usmerjenost, posebna zanimanja in nagnjenja, skratka nosijo posebno simbolno sporočilo o lastniku, lahko tudi slikovno ponazarjajo njegovo ime, domači kraj, poklic, hobi in še marsikaj drugega. Lahko so resni ali šaljivi, nastajali so tudi exlibrisi za posebna področja v knjižnicah. Najprej so se v vlogi exlibrisa pojavljali večinoma ročni vpisi in vrisi v knjige, sledili so jim heraldični oziroma grbovni exlibrisi, tipografski oziroma napisni, ter od 19. stoletja dalje moderni grafični exlibrisi. Umetniki danes naredijo največ exlibrisov v eni od grafičnih tehnik, pogosteje uporabljajo linorez, bakrorez, lesorez, sitotisk ali katero od drugih grafičnih tehnik. S tem postane pravi umetniški izdelek, ki knjigo tudi bogato okrasi. Na razstavah so ponavadi v izvirnih odtisih, pokažejo se v luči pravih malih grafik z umetniško vrednostjo. No, kako pravzaprav nastane exlibris? Najprej moraš imeti idejo. Potem, ko imaš idejo, takrat pričneš razmišljati, kako boš ti s to idejo tudi uresničiti. In recimo tule je ravno kar sem za litvanski exlibris oziroma za gimnazijo sem naredil, niti podpisal še nisem. To je pravzaprav samo 3 papirje. Ampak ti 3 papirji rabijo pa toliko časa, da ti prideš sploh do tega. No, še en primer, tako da bo lahko Heda delala. Ja, to je pa plošča, s katero sem odtisnil tole grafični list. Tako. Zdaj pa, odkot pa imam idejo? Zelo preprosto, Heda ima eno zelo lepo vnukinjo, moja zelo dobra prijateljica. Da ne boste napačno mislili. Je zdaj okrog 5 let je stara. In ona je narisala tole majhno slikico. In potem pa, ko smo se pogovarjali o tej predstavitvi, sem rekel, pa zakaj pa ne bi njeno, ker ima zelo rada ima knjige, zakaj ne bi to njeno ustvarjali oziroma naredili do konca. No, seveda tole sem povečal, to je pa en čmrl ali pa čebelca. In potem pa smo še naprej delali. Namreč to pa zahteva malo več dela in časa. Tu je več faz dela. Namreč, če želimo imeti tak odtis, potem moramo to obrniti, zaradi tega, ker tu pride negativ, ne pa pozitiv.
torej negativ moramo narediti kot pri fotografiji in takrat, ko bomo odtisnili, takrat pa bomo dobili tisto to pravo, kar smo imeli že od začetka. Ne? No in zaradi tega pravim, da mora biti večfazno. Torej od idejne skice, pa potem obračanje, da tole naredimo na pol s papirju, potem pa to fotokopiramo, napišemo tudi besedilo, priimek, ime ali pa recimo jaz sem tole napisal, da je tisa moja knjiga, torej po slovensko, to je moja knjiga, to pomeni, ko bo to ona prilepila v svojo knjigo, takrat bo pa pač po slovensko lahko pokazala tudi drugim. Danes si svoj ex libris omislijo le posamezniki bibliofili, knjižničarji in nekatere knjižnice. Valvazorjeva knjižnica Krško, knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Matična knjižnica Kamnik, knjižnica Velenje in še nekaj drugih. Že od leta 1967 pa obstaja društvo Ex Libris Slovenije s sedežem v Ljubljani, ki mu predseduje dr. Rajko Pavlovec. Društvo vključuje okrog 400 članov, okrog 50 jih je iz tujine.